tako lepo sijale, še posebej tale, z nami. Glejte, prihajata dva človeka na oslu in žena na oslu. Gotovo sta se prišla popisati. Dober večer. Dober večer. Dobri pastirji, ali imate kaj kruha ali trave za našega oslička? Ja, seveda imamo. Gotovo je tudi žeja. Seveda. Tudi mi dva sva lačna. Ali imate kaj kruha za podzor? Ja, nekaj ga pa res imamo. Zemljita se. Ali veste, da je naš osliček, ko smo šla z Marijo na začetku Betlehema, smo šla v trgovino in oslička privezala ob trgovini. In trije lopovi so ga hoteli ukrasti. Ampak naš osliček je bil tako pameten, da je prvega brcnil, drugega ugriznil, tretjega pa podrl na tla. Potem pa se res srečnem, da imate tako pametnega oslička. Seveda. Stiri, dobri ste. Zelo sem vas vesela. Delajte dobro, naj vam bo to veselje. Ali veste za kakšen hlevček? Ja, nekaj kilometrov od tod vodimo, da se ne izgubita, saj je pot zelo samotna. Dobro. Tukaj je ta hlevček. Adijo. Adijo. Pol mi pa daj tisto, kar ti je ostalo. No, ostalo mi je 5 evrov. Kam greš? Pastirjem grem sporočiti zelo veselo novico. Danes je prav posebna noč. Kakšno pa? Danes se bo rodil odrešenik. Kakšen odrešenik? Rešil bo svet greha. Tudi tebe. Vendar se moraš poboljšati. Tudi jaz? Ja. Tudi jaz? Hvala. Danes je prav posebna noč. Zdaj, premišljeval sem, kaj pomeni ta svetla zvezda. In mislim, da se bo rodil odrešenik. Res. A res? Ja. Noče biti, to tudi trupa.
Mila zvezdica z neba, pozdravljena iz neba, naznanjaš rojstvo Jezusa, zveličaja sveta. Poglejte! Ne bojte se, naznanjam vam veliko veselje. Rodil se bo odrešenik, v Betlehemu se je rodil. Pojdite tja, povito je in v jaslih. Ne